Marketinška avtomatizacija je vroča tema. Mogoče kmalu zamenja tudi naju. Dober dan, pozdravljen v novi oddaji Point Out Weekly. Sva Zoran in Nejc in danes je na sporedu že, če se ne motim, 29. oddaja, tako da lepo napredujemo in danes govoriva o marketinški avtomatizaciji. Če naju niste spremljali prejšnjič sva pokrila, je bila oddaja malo drugačna in sicer sva odgovarjala na vaša vprašanja. Pričakovala sva sicer, da bo oddaja malo krajša, ampak 3 vprašanja, ki so nam jih zastavili naši oboževalci na Facebooku, je Zoran, ker je predvsem Zoran odgovarjal, je zelo v specifiko šel, tako da absolutno ful priporočam, da si to oddajo ogledate, kliknete na link in potem skočite nazaj v to oddajo. Zdaj pa najbolj, da gremo v to oddajo. Pa Zoran, kaj je marketinška avtomatizacija? Mogoče za začetek, da malo na splošno poveva, ne? Je v bistvu že tako, kot ime pove, gre za avtomatiziranje procesov v marketingu. Kako pa to delamo? Delamo s spletom nekih orodij, optimizacijo teh procesov, o katerem sem rekel, in nekako poskušamo z avtomatiziranjem oziroma samodejnim delovanjem teh marketinških aktivnosti prihraniti čas, denar in vse to, kar pa še zraven. In danes mislim, da bova govorila o parih vidikih marketinške avtomatizacije in sicer o e-mail marketingu, ker jo lahko marketinška avtomatizacija velja za različna področja. Se pravi, eno je e-mail marketing, drugo jo lahko damo tudi na spletne strani, potem na družbena omrežja, na oglaševanje, se pravi pri objavljanju na družbenih omrežjih, na samo oglaševanje in tako naprej. Sem kaj spustil? Po mojem si kar veliko povedal. Ok. V redu. Kaj, gremo potem kar na e-mail marketing oziroma na avtomatizacijo na e-mailu. Kaj čva kar povedati na parih primerih, kako recimo avtomatika deluje? Tako, mogoče najprej iz najbolj preprostega, pa potem do malo bolj kompleksnih primerov. Ok, se pravi, ko govorimo o avtomatizaciji e-mailu, gre za to, da se elektronska sporočila oziroma e-maili sprožajo samodejno najboljš takrat na podlagi nekega specifičnega vedenja uporabnika. In če začnemo pri nekem preprostem primeru, naprimer, da delamo content marketing oziroma vsebinski marketing, pišemo blog in vsak teden v torek, ko objavimo blog, se avtomatično sproži elektronsko sporočilo, ki se razpošlje na vse naslove naših naročnikov. Recimo Mailchimp kot eno izmed ponudnikov za pošiljanje, se pravi elektronske pošte, to omogoča preko RSS feeda, kamor lahko vnesemo naš RSS naslov in določimo določene parametre in on sam pošilja vsakič, ko je na našem blogu neko novo sporočilo. Ok, gremo na malo bolj zapleten primer. Pa dajmo reči na primeru ene spletne trgovine. Recimo, da grem jaz na spletno trgovino, si pogledam nek izdelek, majico, čevlje, karkoli, kliknem, da dam zadevo v košarico in si v tistem trenutku premislim, ok, dal sem v košarico, mogoče mi je bila poštnina predraga, pa sem zapustil stran, še preden sem opravil nakup. Ok, in ker sem to delal, ko sem brskal po tej spletni trgovini, sem bil hkrati tudi prijavljen, spletna trgovina ve, kdo sem jaz, kakšen je moj elektronski naslov in mi v določenem času, lahko je to v nekih urah, minutah, lahko je to tudi šele čez neki dni, pošle avtomatizirano sporočilo, da me prvič spomni, da sem nekaj dal v košarico in sem se za nekaj zanimal, oziroma lahko mi tukaj ponudi še nek bombonček, pa mi da brezplačno poštnino ali pa mogoče nek popust pri nakupu. Velikrat je tudi 5-10% popusta, čisto odvisno, tako kot si rekel, brezplačna poštnina. Mogoče dam jaz tukaj en primer in sicer jaz sem pred kratkim kupil letalsko karto in sem bil na spletni strani
Emiratesa. Jaz sicer nisem bil vpisan kot uporabnik, ampak sem šel toliko daleč v samem nakupnem procesu letalske karte, da sem že vpisal svoj e-mail v obrazec, se pravi v ta prijavni postopek. Ampak na koncu sem pa zapustil to spletno stran, ker sem letalsko karto, še vedno sem kupil letalsko karto, ampak letalsko karto sem kupil na eni drugi spletni strani, ker je bila na koncu cenejša za 60-70 evrov, nekaj takega. Ampak jaz sem potem od Emiratesa dobil po 1 uri, verjetno bilo cirka 1 ura, e-mail sporočilo, ki je bilo seveda avtomatizirano, da me ta letalska karta še vedno čaka na nakup. Se pravi, oni so zaznali, da sem zapustil stran, da nisem opravil nakupa in so mi poslali to sporočilo z namenom, da mene vrnejo na spletno stran in da jaz ta nakup dokončam, opravim do konca. Super. Ja. Dober primer. Okay, pa dajmo mogoče še naprednejši primer od tistega, ki sem ga prej razlagal, pa to, kar je Nate ravnokar. Je pa recimo nek primer, ki je bolj povezan s samim nakupnim procesom, v tem smislu daljšim obdobjem nakupnega procesa oziroma marketinškim lijakom. In naprimer, mi imamo neko bazo elektronskih sporočil, oziroma oseb, katerim konstantno pošiljamo neka elektronska sporočila. In te osebe lahko seveda tagamo oziroma označujemo na podlagi tega, kakšne tematike e-maile najbolj pogosteje odpirajo oziroma klikajo, da si grejo prebrati naše bloge na našo spletno stran. Okay, in na podlagi tega jih lahko grupiramo v različne skupine. In vzamemo eno izmed teh skupin oziroma eno izmed teh tematik in njim pošljemo specifičen e-mail z nekim priročnikom na to temo, ki je njih zanimala. Okay? In potem gremo gledati, koliko od teh ljudi, katerim smo poslali ta priročnik, je ta priročnik dejansko preneslo in si ga odprlo. Okay? In v naslednjem koraku avtomatika pošlje, naprimer čez en teden, vsem tem ljudem, ki so si prenesli priročnik, dodaten dokument, recimo študijo primera, še bolj specifično v to tematiko, ki jih zanima. In potem naslednji korak, avtomatika vidi, kdo izmed teh, ki je dobil to študijo primera, si jo je prenesel, verjetno tudi pogledal, kar pomeni, da je že dosti globoko v nakupnem procesu, se že toliko zanima, ga zanimajo že specifike študije primera in takrat lahko avtomatika javi naprimer našemu prodajnemu osebju, ok, ta oseba je pa dovolj daleč v nakupnem procesu, zdaj je mogoče čas, da jih pokličete. Mogoče, če dava en tak marketinški primer, se pravi, nekdo, ki je na začetku snel priročnik iz vidika grajenja spletnih strani ali pa kako narediti čim boljšo uporabniško izkušnjo na spletni strani, potem, naprimer, imamo naslednji priročnik, ki se navezuje mogoče na to, kar danes govoriva, na marketinško avtomatizacijo in tretji priročnik, ki se navezuje na oglaševanje na družbenih omrežjih. In če uporabnik prenesel svoj prvi priročnik o uporabniški izkušnji za spletne strani, ga bomo potem, kot je Zoran razložil, mu bomo servirali nadaljne vsebine, ki se nanašajo na izgradnjo spletne strani. In ko bomo imeli tega uporabnika toliko močno v našem marketinškem lijaku, potem, kot si rekel, je lahko to znak za našega prodajalca oziroma sistem sporoči našemu prodajalcu, da on je pa že toliko vsebine na to tematiko prebral, verjetno je pripravljen na nakup ali pa da se sproži, da začne izdelovati spletno stran in tukaj lahko mi pridemo poštev. Temu se ponavadi reče, se pravi, velikokrat v marketingu govorimo o hladnih lidih, hladnih kontaktih in toplih kontaktih. In to je nek topel kontakt, kjer je večja verjetnost, da ko bomo mi to osebo poklicali, da se bo potem odzvala, pa bila v bistvu zelo odprta na to, kar se bomo z njo pogovarjali. Zato, ker smo ji že tudi toliko uporabne vrednosti posredovali. Mogoče nek primer orodij, ki predvsem tako marketinško avtomatizacijo omogočajo, da damo? Ja, HubSpot smo že ful velikokrat omenili, tako da to je eno izmed celostnih orodij. Obstaja tudi Sales Manago, mislim, da se reče, Lead Seals je tudi eno izmed takih, Marketo kot eden tudi večjih in pa konkurenčen HubSpotu. Seveda imajo pa tudi posamezna manjša orodja, ne nazadnje sva veliko govorila tudi o MailChimpu,
vključeno avtomatiko in pač, katere se lahko tudi poslužujemo. Med drugim tudi ta primer, recimo za spletne trgovine, tako avtomatiko že MailChimp omogoča. Naprimer, en takih, ki ga lahko tudi sami preizkusite pa implementirate in je brezplačen, je Litio, seveda z določenimi omejitvenimi funkcionalnosti. Tista naprednejša različica je pa potem plačljiva. Ok, dajva iti še na naslednjo področje, ki so ga danes želela omeniti pri marketinški avtomatizaciji, in to so sigurno družbena omrežja. Tako ta organski del, kakor tisti plačljivi del oziroma oglasi. Pa če začneva kar pri organskem delu, je najbolj pogost primer avtomatizacije, katerega se na nek način mogoče niti ne zavedamo, je to, da se zadeve avtomatsko same objavljajo. To lahko delamo preko specializiranih orodij. Zagotovo sem prepričan, da poznaš mogoče Buffer, potem pa tak manj znan je recimo Meet Edgar in tako dalje, kjer nastavimo direkt v programu, da se določene objave v naslednjem tednu objavljajo ob določenem času. Ta orodja nam tudi omogočajo, da sama poiščejo najbolj optimalen čas, ko se dejansko bodo objave sprožile. Je pa tudi res, da Facebook kot največje družbeno omrežje tudi ima to avtomatiko že vključeno v njihovo platformo, se pravi, lahko se nastavi objave na schedule. In to je ta avtomatika, to nam omogoča, da v nedeljo ob enih, ko smo na južni, nam ni treba razmišljati, da... Ko jemo govejo župce. Tako je, da nam ni treba razmišljati o tisti objavi za Facebook, ampak se to samo objavi. Naslednja taka zadeva je tudi pri samih sporočilih, naprimer na Facebook Messengerju, ko nam uporabnik napiše neko sporočilo, imamo lahko mi prednastavljeno povratno sporočilo, kako bomo tega uporabnika nagovorili, oziroma še nek naprednejši sistem je, če implementiramo, to sva mislim, da tudi že govorila, chatbot, ki potem uporabnika sam vodi skozi pogovor in pripelje do tiste zaključne faze, ko uporabniku sporoči o naslednjem koraku. Ok, še oglaševanje z vidika družbenih omrežij. Spet imamo tisto neko bolj neposredno avtomatizacijo, ki jo omogočajo, na primeru spet Facebooka, jo že sam Facebook omogoča, da na primer nastavimo, da se oglasi sami ugasnejo, ko strošek na klik preseže neko maksimalno mejo, ki jo mi želimo plačati. Recimo, da se tudi oglasi sami izklopijo v petek, pa za konec tedna niso vklopljeni, pa se potem spet v ponedeljek vklopijo, in vse te različne kombinacije in vse, kar nam pade na pamet pri samih nastavitvah, ko pripravljamo oglase. Obstajajo tudi orodja, ki nam še dodatno pri tem pomagajo, recimo Adespresso je eden takih. Ampak omenil bi še mogoče drug vidik avtomatike, na katerega pa mogoče bolj redko pomislimo, in sicer, če ga spet povežem mogoče s tem, se pravi, e-mailom, je zelo podobno e-mailu, kar sva prej omenjala. Se pravi, mi lahko imamo tudi set oziroma nabor določenih, na primer spet blogov oziroma člankov na našem blogu, ki uporabnika vodijo čez funnel. Na začetku tista bolj neka široka področja do bolj specifičnih področij. In lahko dejansko z oglasi uporabniku kažemo, ok, prikazujemo oglas za tisti prvi članek, ko je enkrat obiskal to stran in si ta članek prebral, mu začni kazati oglas za drugi članek. In lahko tako dejansko zgradimo funnel in seveda tudi avtomatiko peljemo uporabnika po naši spletni strani s pomočjo oglasov, se pravi po korakih. Zdaj morava pa pokriti še marketinško avtomatizacijo za spletne strani. Mogoče tudi nekaj takega, ki niste pričakovali, ampak o marketinški avtomatizaciji, če bi tako rekel, govorimo tudi takrat, ko imamo neke template spletnih straneh, ki nam omogočajo zelo enostavno izgradnjo spletne strani po drag and drop funkciji. Ker ni v zadnji nekega programiranja, in še najbolj to priročno pri pristajalnih straneh, o katerih sva tudi mimogrede že govorila, in eno izmed takih večjih orodij, bolj znanih, Lead Pages, v katerem si lahko sami že zberemo nek template, kakor je Nejc rekel, z drag and dropom oziroma s funkcijo povleci, spusti, dejansko zgradimo spletno stran, ni nekega hudega programiranja zadaj, se pravi, se spletna stran avtomatsko zgradi, in kar je najboljše, naslednjič lahko samo skopiramo in uporabimo praktično isto
oziroma enako, zelo podobno pristajalno stran. Kaj se nam pa tudi v prihodnosti obeta? Ne? Vedno bolj se razvija umetna inteligenca in že prihajajo neke zasnove, kako bo umetna inteligenca sama gradila spletne strani. Se pravi, da bomo mi vnesli neka področja, kaj bi želeli imeti na spletni strani, morda kar tekste spisali, določene tekste spisali, to vnesli v sistem in potem bi umetna inteligenca nam sama zgradila to stran. Vse kakšne take rešitve, vprašanje, koliko so naprej že obstajajo, ampak do tega, da bo pa umetna inteligenca na zelo kakovostnem področju to delala, bo pa pretekalo po moje še kar nekaj časa. Ne? Pa recimo AB testiranje je tudi neko tak tipičen primer avtomatizacije, kjer lahko naredimo dve, tri oziroma najpogosteje dve različice spletne strani ali pa nekega dela na spletni strani in avtomatizacija sama servira uporabnikom eno ali drugo varianto in na koncu izbere tisto, ki je boljša. Lahko tudi avtomatizacija, tudi orodja omogočajo, da spreminja tudi tekst, ne? Se pravi, da je tekst prilagojen samemu uporabniku, kar največkrat tisto, kar je concern, kako se temu reče, zaskrbljenost. Kar je skrb v bistvu uporabnikov, je to, da je avtomatizacija hladna, da ni personalizirana, ampak je daleč od tega. Pri marketinški avtomatizaciji smo lahko še bolj personalizirano pripravimo vsebine, raven zaradi vseh teh podatkov, ki jih lahko orodja za avtomatizacijo v bistvu izkoriščajo in prilagajajo uporabnikom. Malo bi se še navezal na tisto prejšnjo točko, o kateri sem govoril. Obstajajo pa naprimer že orodja, ki ti na podlagi tvoje spletne strani, na podlagi Facebook strani naredi spletno stran. Se pravi, ta proces avtomatiziran in poenostavljen. Ampak kakšno spletno stran dobiš od tega, je pa spet vprašanje. To je bilo že kar nekaj let nazaj, zelo veliko ponudnikov je bilo na trgu iz glave, jaz ne vem, verjetno tudi ti ne, ker se nikoli teh orodij nismo posluževali, ampak je neka oblika, ki to omogoča. To je to. Mislim, da smo več ali manj vse pokrila. Hvala, ker si naju spremljal. Tako kot vedno, spodaj piši vprašanja. Naslednjič, pa zdaj po nekem dolgem času, bova rekla, zdaj že kar nekaj časa nismo imeli gosta, tako da naslednjič gost, ki ga bo gostil Zoran. Tako da sem jaz, Nejca ne bo, potem pa se pač vrneš, in bomo spet skupaj vdajo. Lepo je bilo biti s tabo in se vidimo naslednjič. Se vidimo, čao. Why be